nočnih operativnih zmogljivosti je namenjeno temu, da se preveri, ali je v tem konkretnem primeru četa pripravljena za to, da opravi svoje poslanstvo na območju delovanja. Konkretno govorimo o misiji KFOR na Kosovu v okviru operacije Joint Enterprise. In na tem preverjanju smo ugotavljali, ali je četa sposobna izvesti na ustrezen način poslanstvo in pa tiste naloge, ki so opredeljene v tako imenovanem seznamu bistvenih nalog. To so tiste ključne naloge, ki jih mora biti četa sposobna opraviti za to, da realizira poslanstvo. Četa je dobila včeraj zvečer, v poznih večernih urah, ukaz nadrejenega poveljstva, da v današnjem dnevu se pripravi v četni strukturi za izvedbo naloge nadzora množic in nemirov. Pri tem so dobili obveščevalne podatke o tem, kje okvirno naj bi se te množične demonstracije odvijale in pa informacije o tem, koliko naj bi teh demonstrantov bilo in kakšne so možnosti ogrožanja. Četa je potem šla čez postopek odločanja, proces bojnega odločanja, kjer je bil poveljnik čete v vlogi, da preanalizira situacijo, razdeli naloge podrejenim in ta proces priprav je tekel čez celo noč. Danes zjutraj ob 6. je četa bila pripravljena za izvedbo naloge. V nadaljevanju je na osnovi v vadbeni situaciji pridobljenih informacij poveljnik čete dobil še dodatni dopolnilni ukaz, kjer mu je bila bolj jasno in zelo osredotočeno dana naloga, na kar se je poveljnik čete z svojimi podrejenimi pripravil na nalogo in izvršil nalogo posedovanja v civilnih nemirih na območju delovanja. Mi skušamo v vsakem preverjanju čim bolj replicirati neko realno situacijo. Tudi v primeru delovanja na Kosovu bi bila verjetno situacija taka, da bi se iz neke baze, kjer se četa ali pa enota pripravljena na nalogo, potem premaknil v nekem konvoju na lokacijo in tam potem izvedel nalogo. To smo v današnjem dnevu replicirali tako, da se je četa formirala v konvoj, se premakla, naredila nek premik v trajanju cirka 45 minut, prišla na lokacijo, se potem razporedila v kordon in potem začela s postopki zoper množico demonstrantov. Danes pokazala, smo se z ocenjevalci že sproti usklajevali in je četa zelo dobro pripravljena za svoje naloge. In od tukaj naprej sledi samo še ugotovitev končne zmogljivosti tudi po drugih področjih. In če bojo te ocene ustrezne, potem je kontingent pripravljen za napotitev na misijo.